Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnem dialogu, v katerem z menoj sedi direktor Doma Danice Vogrinec, gospod Marko Slavič. Gospod Slavič, dobrodošli v dialogu. Najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav vsem gledalcem. Najprej ne morem mimo tega, včeraj je bila zopet volilna nedelja, zopet smo se odpravili na volišča in seveda glasovali za oziroma proti tudi za zakon oziroma novelo zakona o dolgotrajni oskrbi. Pravzaprav pa me zdaj zanima vaš pogled in vaš komentar na sam izid in sicer pa tudi komentar na to, kar bo zdaj to prineslo vse skupaj, konkretno, iz prve roke. To je izjemno velik izziv za začetek oddaje, zato ker sama zakonodaja, sam zakon pravzaprav pooseblja eno izjemno zahtevno problematiko, en zelo pomemben družbeni podsistem dolgotrajne oskrbe, ki ga namenjamo vsem upravičencem, ki zaradi različnih razlogov, lahko zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, invalidnosti ali kakršnikoli drugih razlogov, enostavno so odvisni pri opravljanju ene od temeljnih življenjskih aktivnosti od nekoga drugega. In to na obdobje, ki je daljše od 3 mesecev. In seveda vsi, ki poznamo to področje dovolj dobro, vemo, katere storitve se na tem področju za zagotavljanje kvalitetnega življenja teh naših sodržavljanov potrebujejo. Nedvomno gre za storitve dolgotrajne oskrbe v institucijah, v domovih, za izrazito podhranjen del storitev pomoči na domu in seveda tudi v tem delu je treba izhajati iz tega, da ni samo zdaj zakonodaja tista, ki v bistvu pokriva naš obstoječi slovenski model, ampak meni se zdi tukaj temeljni izziv ga že v razmisleku, ko govorimo o številu upravičencev in o morebitnih spremembah, prilagoditi najsodobnejšim modelom znotraj Evropske unije. In seveda najprej je treba tukaj doseči ta razmislek in vedeti, da je demografija pri nas izjemno problematična. Približno petina starejših, to je 20%, je populacija starejša od 65 let. To pomeni pri naši 2-milijonski populaciji, da lažje računamo, je to približno 400 tisoč ljudi. In nekako znotraj EU-ja se računa, da je približno 1/4 teh, torej starejših od 65 let, nekako tistih, ki so upravičeni po lestvici, o kateri bomo morda kasneje spregovorili, do ene od storitev dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da gre v Sloveniji za približno 100 tisoč takih državljanov, kar je bistveno več, kot so nekatere presoje, da bi naj bilo teh upravičencev v državi približno 60 tisoč. Že res, da je od teh 100 tisoč, ki sem jih jaz omenil in primerjal z sodobnimi in razvitimi državami znotraj EU-ja, kot je recimo Nizozemska, da je 20% teh upravičencev nekako povezanih s pomočjo laične nege oziroma laične oskrbe, kar pomeni, da je v bistvu tu že nekako 20 tisoč ljudi tistih, ki potrebujejo zgolj neko socializacijo, pomoč v okviru raznoraznih medgeneracijskih sodelovanj, morda organizacije dela torej pomoči preko projektov, ki jih izvajajo društva upokojencev, starejši za starejše in podobno, ampak še vedno nam ostane 80 tisoč upravičencev, kar je malenkost več od tega, kar je država v svoji osnovi predvidela. In seveda to za sabo takoj potegne večje število upravičencev, večje stroške. Nenazadnje seveda tudi ne samo večje stroške zaradi večjega števila državljanov, kot jih je država predvidela, predvsem tudi zaradi nujnega povišanja in vrednotenja dela zaposlenih v tem sistemu, ki ga po mojem mnenju do tega trenutka nihče ni preveč resno jemal. In to je velik izziv. In seveda, če želimo svojim kadrom, svojim znanjem ne podpirati delovanje sistemov dolgotrajne oskrbe čez mejo v Avstriji, kjer se nam bogate ekonomije dobesedno smejijo,
kako pravzaprav ne znamo zadržati svojega kadra in zagotavljajo, da njihovi sistemi dobro funkcionirajo z našimi, ne samo izšolanimi, tudi praktično usposobljenimi kadri, ko jih pošiljamo v tujino za boljšo plačo, seveda izdelane, kreativne ljudi z zelo malo, bom rekel, absentizma, se pravi malo bolniških staležev in seveda se ti na breme države spet vračajo takrat, ko so poškodovani oziroma oslabeli. In kaj je zdaj pomembno? Se pravi, večje število uporabnikov, tudi bistveno večje plačilo, če vendarle hočemo zaustaviti migracijske tokove. Ker verjemite mi, samooskrbnost ni povezana samo z samooskrbnostjo na področju energetike in vsega, kar je pomembno prehrane, ampak tudi na področju skrbi za svoje državljane, za svoje kadre, za svoje ljudi in seveda po hierarhiji potreb, ki jih ljudje imamo. Ni drugega razloga, da zadovoljimo najprej tisto temeljno potrebo in to je potreba po eksistenci. In seveda v njo, torej potreba po fiziki, po fizični varnosti in seveda osnova za to je dobra plača. In če k tej korekciji števila uporabnikov dodamo še povečano plačo, ki jo bomo definitivno morali izplačati ljudem, ki delajo v tem sistemu, ker jih enostavno več ni, ker vsi raje delajo v vseh ostalih branžah, potem to enostavno pomeni bistveno večji strošek od tega, ki ga je država predvidela po prejšnji zakonodaji in pomeni zdaj ta novela, za katero smo zaglasovali tisti, ki so obkrožili za možnost, da država natančno opredeli, po mojem mnenju, nuja po povečanem številu tistih, ki bodo upravičeni do dolgotrajne oskrbe, ne zgolj iz zdravstvenega, ampak tudi iz socialnega vidika, ki je pri starejših, pri nebogljenih izjemno pomemben. To se pravi večje število, absolutna sprememba strukture, ki mora preiti od domskega varstva na storitve pomoči na domu, ki pa seveda ne smejo biti torej popolnoma okleščene, brez fizio, delovnih terapij, kinezioloških storitev in podobno. Je Slovenija pripravljena na to? Jaz mislim, da je tukaj potrebno narediti zelo malo, ampak je potrebno vendarle verjetno upoštevati ljudi, ki imajo tukaj ogromno izkušenj in morda razen tisti, ki pač vedrijo politično in obljubljajo neke rešitve, vendarle povabiti sistem tiste, ki to dejansko znajo narediti. In ko sva rekla, povečano število uporabnikov, torej tistih, ki jih moramo vključiti v sistem, ni nič drugačno kot v ostalih državah Evropske unije. Torej povečano število, višje plače in tudi prestrukturiranje iz domskega varstva, institucionalnega na storitev pomoči na domu, je tista, ki seveda šele opredeli, kakšno vsoto, kakšna finančna sredstva more seveda država, če hoče socialno poskrbeti za te kategorije, zagotoviti. In tu smo še seveda na začetku. In novela ta trenutek omogoča, da bo država vzpostavila model, ki bo zagotovil ustrezno financiranje in ne rekel zgolj, to bomo imeli in potem državljani, kakorkoli zmorete, to plačate. Ker seveda starejši in njihovi svojci, ki so ta trenutek zavezanci za plačilo, takega bremena brez ustreznih sistemskih rešitev zagotovo ne bodo zmogli. In ena od teh sistemskih rešitev, ki bo seveda nujna, je tudi verjetno nek dolgotrajni sklad, torej sklad za dolgotrajno oskrbo, v katerega bomo solidarno po vzoru tudi drugih držav verjetno primorali plačevati neko novo davščino, kar pa seveda vsi tisti, ki me poznajo, vedo, da seveda jaz stavim najprej na racionalizacijo, na končno prenehanje čudnih koruptivnih praks znotraj države, politike, ker v bistvu je veliko sredstev, ki jih lahko racionaliziramo na ta način, jih preusmerimo na področje dolgotrajne oskrbe. Morda v primeru, da seveda teh sredstev ni dovolj, pa je treba oblikovati sklad za dolgotrajno oskrbo, iz katerega se bodo pokrivali omenjeni stroški. Meni je samo žal, da ta sklad še ni bil vzpostavljen, da ne funkcionira že dlje časa. Virov za polnjenje tega sklada je veliko, tu so lahko ideje zelo izvirne, lahko je to del trošarine, ne nazadnje iz porabe električne energije, čeprav ta trenutek to ni najbolj posrečeno, ker je pač seveda energetska kriza udarila svoje, ampak lahko so to trošarine iz plačila nekih luksuznih stvari, cigaret, alkohola in podobno. In če bi ta sklad danes že imeli, se domovi ne bi srečevali s tako izjemno problematiko, kot se ta trenutek.
Dobro, hvala za ta vaš komentar Zahtevno. in obrazložitev tudi. Sicer pa direktor Doma Danice Vogrinec ste že 20 let. Polnoleten sem postal, oziroma sem že 2 leti čez polnoletnost v Domu Danice Vogrinec Maribor. To ni običajna direktorska zgodba, zagotovo ne. Verjamem, da vam je ta čas hitro hitel in nekako stekel, pa vendarle me zanima, se še spomnite, kako je bilo, ko ste ga prevzeli vodenje tega doma? To je bilo leto 2003. Bilo je 15. septembra, to je zato, ker ima moj nec takrat rojstni dan, tudi zaradi tega nikoli ne bom pozabil. To je bil čas, ko sem se v enem trenutku srečal z eno veliko odgovornostjo, z nekimi neverjetnimi odgovornostmi, situacijami, ki jih je bilo potrebno reševati, še posebej zaradi tega, ker dejstvo je bilo, da je v tistem obdobju bil dom tudi na ministrstvu označen kot mrlič, ki ga bo težko zbuditi. Dom je bil iz 74. leta v izjemno slabem stanju, nenazadnje seveda zaradi tega tudi v relativno slabih odnosih, kdaj tudi zaposleni. Delali so v izjemno težkih pogojih. Ko sem jaz prišel, ni bilo v domu nobene električne postelje. Ne govorim o objektnih pogojih, ko je teklo po vertikalah iz enega, drugega, tretjega konca. Ampak bilo pa je to eno obdobje, ki je bilo eno najlepših obdobij, pravzaprav, ko smo vsi skupaj. Spomnim se, da sem najprej organiziral smo lezli v hribe preko ene ferate, zahtevne, alpinistične, na Mangart, preko Italijane iz Belopeških jezer, in takrat so kolegi viseli kot grozdje v teh navezah, in ko smo prišli na vrh stene, smo v bistvu pisali v naslednjih dnevih na 3-nožno tablo vizije posameznih, torej našo ključno vizijo, kaj želimo v hiši, naše strategije. In pravzaprav takrat smo na koncu poslali svojim sodelavcem, takrat sem poklical zraven vodstveni kader, tudi sindikate, skratka vse, ker pač moje mnenje dejansko je tako, da vsi prispevamo k razvoju hiše, in takrat smo nekako poslali v javnost zgodbo. Se spomnim, tudi na ministrstvo smo takrat pisali, ker jaz sem pač mislil, da je to fajn, da bodo srečni naši ustanovitelji, ker lastnik bi moral biti srečen, po mojem, kadar v bistvu kolektiv dobro deluje. In je pa država malo drugačen lastnik, ampak vseeno smo napisali na eno kartico, našli smo pot. In mi smo takrat res našli pot, in to so bila ena taka neponovljiva leta razvoja, ki so pomenila grozno obremenitev, grozne bremena vseh nas, ampak smo jih zmogli. Se splačava, ne? Zagotovo, kar tudi kaže, nenazadnje ste leta 2018 sprejeli naziv kot najboljši dom za starejše v Evropi, ne? O tem rajše ne bi govoril, zato ker v Sloveniji dobiti tako nagrado ni dobro. Nikjer ni biti dobro najboljši, nikjer ni dobro biti nad povprečjem, zato ker je to za tiste, ki ne razumejo, da se s tem dviguje raven na nek način tudi družbenega miljeja, ker v bistvu ti lahko povabiš k sebi v Maribor ljudi, ki te pridejo gledati, ker se v bistvu sprožajo zelo nevidne relacije, nitke, ki so pomembne za mesta, za razvoj tega mesta. Je bilo v bistvu velikokrat celo zanimiva situacija, da smo se večkrat opravičevali, da smo dobili naslov najboljšega v Evropi, in dosedanji župan, upam, da res dosedanji, je v enem trenutku na eni od sej mestnega sveta, tako mi je vsaj eden od svetnikov napisal, celo izjavo, da v bistvu smo ta naslov prejeli, ker v bistvu nikogar drugega ni bilo ali nekaj podobnega. Mi smo ta naslov osvojili. Oziroma,
jasno je bilo, po katerih kriterijih so vas ocenjevali. Ja, gledajte, mi smo dobili naslov vsekakor v zadnjem finalnem izboru 4 domov iz Nemčije, Francije, Italije in Slovenije in pač bi predlagal, da še kdo to poizkusi, kdo drug. Mi smo na to bili zelo ponosni. Res pa je, da pač to za sabo prenese to našo znano slovensko nevoštljivost, cankarjevsko hlapčevstvo, ker se v bistvu ne znamo niti na eni točki, ker smo uspešni poistovetiti ali pa z nekom, ki je dober, vsak na svojem področju, da se razumemo, ampak počrpati res tisto kvaliteto, ki jo lahko v mestu dobimo, zato da bi mesto začelo cveteti. In seveda, jaz nisem niti več ne šokiran v tem egoizmu, egocentrizmu ljudi, bi pa pričakoval, da pač resnično, ne samo skozi besede, tisti, ki seveda imajo vpliv, začenjajo to vrednotiti, ne pa se v bistvu k temu posmehovati, ker gre v bistvu to ne nazadnje, si predstavljam, tudi nad dojemanje nekaterih. Bili smo pa izbrani seveda zato, čisto na kratko, ker je kriterij, ne, Evropa ve. Veste, ko gledate oddaleč, je zelo, morda celo enostavno organizirati koncert, pa ne samo rock'n'rolla, ki je postal eden izmed takih zelo znanih zgodb v mestu, Oma, deda in rock'n'roll. Tako predvsem zato, ker je bil namenjen starejšim oziroma večjim generacijam, ne, medgeneracijskemu sodelovanju, ki ga pa že skozi vsa ta leta spodbujate in promovirate v vaši ustanovi. Veste, sprejeti odločitev in iti v zgodbo, kjer prihaja koncertirati pred dom, res prihaja top zasedbe iz področja zabavne glasbe, predvsem rocka, je to neenostavna odločitev, zato ker potegne za sabo ogromno tveganj, ogromno totalnih drugačnih razmišljanj. In seveda Evropa zna to ceniti, ker Evropa je v bistvu pisala oziroma en dokument, ki je nastajal na nivoju Evropske unije, ene temeljne asociacije skrbi za starejše, EAN, European Aging Network, je bila ta, da v bistvu preidemo iz koncepta dolgotrajne oskrbe, ki jo mi zdaj komaj postavljamo v Sloveniji, na koncept dolgotrajnega življenja. In verjeli ali ne, to je dokument, ki je nastajal zdaj v zadnjem obdobju, mi smo pa v bistvu sproducirali en klip, en video iz teh znamenitih rock koncertov, ki so naše ome tako z vnemo prepevali vsako leto in doživljali neverjetno afirmacijo pred mladimi na ta naravni način povezovanja, ne na umeten, ampak v bistvu na način, ki je v bistvu bil prisrčen, ki je v bistvu bil seveda v ozadju zelo strokovno razmišljen, ker je v bistvu učenje teh pesmi tudi v srbščini ali hrvaščini, kakorkoli že, tudi slovenščini, pomenilo razvoj kognitivnih funkcij na bolj zanimiv način, sodelovanje z mladimi. Skratka, ko se vse to je zgodilo, je to, kar je Evropa pisala, tako kot sem rekel, v dokumente šele zdaj. Mi smo pa takrat na klip, že 6 let pred Evropo, mi je bilo prav zanimivo, prečrtali dolgotrajna oskrba nov in so zapisali dolgotrajno življenje yes. Se pravi, to kaže na neko kvaliteto življenja, ki jo v bistvu lahko dajemo ljudem, če v bistvu le želimo ob omejenih resursih, pa vendarle z željo, z znanjem, z lucidnostjo in pa predvsem ne z govoričenjem, ampak dejansko z delom, ki presega običajne obveze 8 ur. Koliko torej traja vaš delovnik v povprečju? Različno, ampak precej. Različno, ampak precej. Je pa res, da vsaka ura nad tisto osmico, o kateri sva prej govorile, ima vsaka veliko nagrado. Vsaka ura ima svojo boniteto v življenju, ki ni plačana. Ampak veste, ko stanovalci rečejo, ko so zdaj slišali milijon različnih informacij, je bilo zdaj v času volilnega obdobja, kaj se bo dogajalo, kako bom tudi jaz odreagiral zdaj v tem času. In ko pač dobiš neko informacijo, da pa stanovalci pa sigurno ne bodo glasovali zate, če bo se ti podal v kakšne politične vode, potem je seveda, ko te kdo ščipne, kjerkoli že od sreče, ker pač ve, da to lahko naredi, ker ti mu je nekdo blizu, potem je to največja nagrada, ki se ne da plačati v nobenem denarju.
Sicer pa uvedli ste dnevno varstvene oziroma večgeneracijske centre po sosednjih občinah. Potem ste eni prvih, ki ste že veliko pred tem, ko so začeli tudi drugi nekako, kako bi temu rekla, izobraževati oziroma delati na področju računalniške pismenosti vaših stanovalcev, če lahko temu rečem. Ne? Na nek način ste jih med prvimi nekako kako bi rekla, srečali z digitalizacijo in tako dalje. Kako to? Pravzaprav je verjetno na tem področju treba nekako omeniti tudi vaš kader, ki je v upravi in s katerim verjetno delujete dobro, da lahko tudi na nek način premikate te meje. No, ko so me vprašali enako vprašanje 10 let nazaj, sem jaz rekel, da si želim, da bi taka zgodba bila večna. Opozoril sem takrat, ker sem poznal trende, kjer seveda bogate države z GDP-jem predvsem nad našimi temi 25.000 evri po glavi prebivalca seveda uspejo plačati ljudi, zato ker v bistvu pred njih seveda tako težkega, zahtevnega dela domači nočejo upravljati. In seveda jaz sem rekel, do takrat, ko bomo z nenormalnimi napori uspeli ob svojem delu volontersko, zato ker v bistvu, vse veste, v delo mora imeti svoje plačilo, ampak afirmacija mojih kolegov, naše Danice, ko smo v bistvu spravili skupaj zgodbe, ki so bile res na najvišjem evropskem nivoju, so pa tudi izjemno pomembne in navdajajo s ponosom. Seveda to nekaj časa gre, do trenutka, ko v bistvu ljudje pa vendarle znajo in imajo možnosti zaradi prostega trga oditi za boljši denar delati, ko odhajajo delati lažje delo v kamorkoli pa že, takrat se pa sooči seveda za to kritično linijo, ko pa so dejansko zaposleni na voljo le še za izvajanje teh osnovnih temeljnih opravil in tudi kljub nenormalni vnemi, kljub temu, da mi rečemo, Danico bomo še naredili, kljub temu, da je bivši župan sedanji župan napovedal, enkrat je omenil, da pač ne delamo svoje delo, ker pač ne razume koncepta skrbi za starejše, pa mu pač ljudje nikoli v življenju niso bili pomembni. Mi bomo Danico naredili ponovno. Kako jo bomo izpeljali? Glede na to, da smo vse počeli sami, vse, od organizacije prireditev, do kompletnega marketinga, do oblikovanja promocijskih gradiv, materialov, do prodaje nenazadnje vstopnic. To je bila dejansko kreacija naše ekipe ljudi, ki je ob svojem rednem delu v javnem zavodu, poudarjam, vložila vse, kar je zmogla za to, da je Maribor imel nekaj od Danice. In na to sem jaz res nadvse ponosen. In seveda, ko se bomo zdaj spet pogovarjali, kako Danico spet izpeljati, je to velik problem, ker kadrov dejansko za to pa skoraj da več ni. In ko smo res popolnoma izmučeni, izčrpani, pa še posebej nimamo podpore od ljudi, ki bi se morali kdaj pojaviti v naših sredini, ne izključno en mesec pred volitvami, ko kaka stanovalka praznuje 100-letnico, je, veste, pa še večji problem. Ker ko lokalna oblast ne prepozna vsega, kar taka sredina lahko da mestu, potem je to pa seveda še dodatni handicap, ne Danice, ker Danica je ponosna, ampak mesta. Kaj si želite v prihodnje? V prihodnje si želim predvsem to, da bi država zmogla ta premik, to je to čisto sistemsko, ko bi tisti, ki ta trenutek imajo pravice do dolgotrajne oskrbe, pa imajo morda tudi srečo, bili izenačeni z vsemi, ki take storitve potrebujejo, pa zdaj do njih ne morejo. Se pravi, s tem naredimo že po ustavi, zagotovimo to njihovo enakost. To je ta, bom rekel, najvišji nivo, najvišji nivo, ki je povezan z področjem, ki ga pa zelo dobro poznam. Hkrati bi si želel seveda potez, ki so relativno enostavne in ki bi zagotovile, da bi zaposleni, ves kader, ki je ključen, da ta sistem funkcionira, tako sem prej rekel, denar, vse je mogoče kupiti, vse je mogoče dobiti, ljudi pa ne. In ti ljudje, vsi zaposleni, moji sodelavci so cenjeni bistveno premalo. In seveda korekcije v 2-3 plačne razrede predstavljajo seveda dodatek in razumevanje.
družbe, zato da se to mora zgoditi. Seveda je pa še vedno skrajno boleče, da ob takih korekcijah, ko se nekomu spremeni plačni razred za +4, pa je njegova plača še vedno enaka. Boste vprašali, zakaj? Zato, ker tudi ob spremembi +4 plačnih razredov tak zaposleni še vedno ne doseže minimalne plače. In je imel minimalno plačo prej in ima zdaj po spremembah 4 plačnih razredov še vedno plačo, ki je pod ravnijo minimalne plače. In seveda, srečni obrazi zaposlenih so temelj vsake družbe. Morala in etika te družbe se gradi z srečnimi ljudmi. In za srečne ljudi moraš imeti seveda tudi vodstvo, ki to srečo v mestu daje, ne pa počenja vse drugo, kar ni vzor. Dobro, sedaj pa je čas za kratek predah. Ja, no, da nadaljujemo v tej smeri. Torej, v Sloveniji imamo javne in zasebne domove za starejše. Če tukaj navežemo na dogajanje izpred let, konkretno na sosednjo občino Ruše, kjer so že potekali dogovori okrog tega, da bi z vami kot domom Danice Vogrinec se pravi spostavili ne mrežo, ampak dom starejših, so se potem odločili za zasebnika s koncesijo. Kaj so po vašem izgubili in pa vaš pogled na to? Ste omenili Duplek ali Ruše? Ruše. Ruše. Zato, ker Duplek je bil seveda toliko smel in toliko luciden in pametni in odgovoren do svojih krajanov, tako tudi Sveta Ana, kjer ste v bistvu župana z zaupanjem v Danico, v javni socialno-varstveni zavod, ki je nenazadnje dosegel nek renomen na mednarodnem področju, vztrajala in dosegla to, da bosta dva doma, naši dislocirani enoti, v Dupleku in Sveti Ani se začeli graditi. O zgodbi Ruš si morda skoraj da ne bi upal kaj dosti razpredati, zato ker je predstavljala eno mojih največjih razočaranj v razmišljanju lokalne skupnosti, pravzaprav ne lokalne skupnosti, ker lokalna skupnost, ki je bila prisotna oziroma pooblaščeni strani županje, so nas ocenili našo predstavitev, našo ponudbo kot neprimerljivo, dobesedno z vsemi ostalimi, še posebej ne Senekuro, ki se uči od nas, kjer je v bistvu v ozadju izrazit kapitalski interes in kjer se zdaj prav lepo vidi, da Senekura odpoveduje gradnjo v vseh lokalnih okoljih, kjer ne more dosti potržiti. Seveda mi smo hlapci, po naravi hlapci od Cankarja naprej in seveda se prodamo tudi menedžerji v teh sistemih za prgišče orehov. To je boleče zaradi tega, zato ker na koncu pa kratko potegnejo vedno občani, državljani naše države. Namreč, kaj se je zgodilo tudi v Rušah? V Rušah smo že imeli en poskus podelitve koncesije, ki je bil zelo znamenit, kjer je v bistvu nekdo, ki je želel, pa tega zdaj res ne bi pogreval, ker je zadeva precej zame taka, da me emocionalno prizadene, pa morda si kdo vendarle pogleda, kakšne inserte, ki so bili takrat na Pop TV-ju producirani, kako je pravzaprav zasebnik motiviran skrbeti za starejše, predvsem pa za sebe. In se zdaj zgodba z to multinacionalko, ki je pač prišla zdaj na koncu kljub daleč najboljši oceni, ki smo jo prejeli, v končni izbor. Seveda, zdaj pa tega res ne upam na glas govoriti, ampak verjetno bodo gledalci spoznali, da gre v bistvu za neke relacije, ki se v ozadju vzpostavljajo. Sami veste, da multinacionalke kreirajo naše življenje, kreirajo nenazadnje našo zakonodajo in seveda jaz nisem proti globalizmu. Seveda me je strah globalizma, zato ker se pod krinko globalizma in odprtih trgov skriva marsikaj. In seveda majhne države, kot smo mi, moramo seveda ohranjati naše temeljne sisteme zdravja in sociale v svoji lasti.
In seveda nihče ne bo mogel oporekati, ker so pred časom me vsi vztrajno prepričevali, da seveda je zasebništvo v tej zgodbi skrbi za stare nujno, ker daje zrcalo javnim zavodom, ki niso učinkoviti. Drži, ampak velikokrat, pa naj si ti vsi pogledajo situacijo, ki je nastala zdaj, da so vsi ti zasebniki ali pa veliko njih, pa že v tem prvem trenutku, ko je prišla iz tujine multinacionalka, prodali svoje domove multinacionalke, zato ker so iz tega iztržili denar, ki ga seveda torej državljani, pošteni državljani naše države nikoli ne bomo videli. Pa to ni problem bogatenja. To je problem tega, da seveda, ko gre za res te zgodbe, kot se je zgodila v času epidemije, kot se je zgodila, kot je v sistemu dolgotrajne oskrbe, je potrebno vedeti, da je seveda država tista, ki bo vedno prevzela vsa tveganja in seveda tudi vse tiste lokacije, kjer se Nekura in drugi zasebniki ne bodo imeli svojih interesov in seveda mi dajmo plačati tam, kjer se v bistvu ne splača, tujce, multinacionalke pa spustimo v okolja, ki so donosna. In mi se gremo zrelo državo. Zrelo državo, ki v bistvu vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe, to je nerazumljivo. Nerazumljivo. Razen, če seveda jaz naloge gospodarja, ki mora skrbeti za svoje premoženje, več ne razumem. Skratka, takrat v Rušah se je zgodilo to, da seveda v ozadju, jaz seveda nikoli nisem bil politik, nikoli nikdar, in me seveda take stvari zelo prizadenejo, ker gre v bistvu za neke strokovne odločitve. In v takem primeru, kot se je zgodil v Rušah, je seveda bila v ozadju tudi odločitev, vse veste, kakorkoli obrneš, vendarle funkcionira v ozadju občinski svet, v občinskem svetu sedijo ljudje z različnih vetrov, strank, prav je, demokracija je, vsi sodelujemo, ampak seveda skrajno bizarno pa je, da seveda kdo iz stranke, ki je pravzaprav temeljno izhodišče, temeljna prioriteta ohranjati javne sisteme zdravja in sociale, glasuje potem za zasebnika, zato ker ima za sabo svoj nek osebni in privatni interes. Vse to je boleče, ampak prav je, da ljudje, ki tako funkcionirajo, to tudi slišijo, pa naj jim bo lepo s to popotnico in s tem nahrbtnikom. Dobro. Dotaknila sva se kanček tudi časa COVID-19. To je bil čas, ko je naenkrat dejansko obrnil vsem, kako bi rekla, življenja na glavo, verjetno še vam toliko bolj v javnem zdravstvu, tako rekoč, oziroma v javni oskrbi za starejše. Pravzaprav, ja, hodili ste pred kamere, govorili o številkah in tako dalje, ampak vendarle, kaj je bilo tisto takrat, s čim ste se spoprijemali, ne vem, vaši občutki, kako ste morali organizirati delo, pravzaprav tudi tesnova, naenkrat omejitev obiskov, potem se pravi obiski morda nadaljavo preko pač Zooma in tako dalje. Jaz verjamem, da si to res težko predstavljate, ne? Predvsem zaradi tega, ker je bilo v ozadju vedno treba imeti stanovalce, njihove pravice, ne omejevati njihove svobode in v domu Danice, v naši Danici seveda res težimo k temu, da ljudje pač čim bolj letijo, v narekovaju, da so srečni, z ambicijami svojcev, ki so želeli stanovalce, svoje svojce, svoje drage, ki so seveda ne mladi, ki so lahko bili v situaciji, ko bodo morda kdaj tudi nas zapustili, šli med zvezde. Ampak in tudi v takem trenutku je bila to torej njihova legitimna pravica in želja biti zraven njih. Hkrati ne vem, če si lahko predstavljate slike, ki smo jih bili priča iz Lombardije, iz dela Italije, okrog Bergama, kjer so bile slike grozljive. Ne glede na to, kar smo tisti, pa ne jaz, predvsem tisti, ki so se ukvarjali z epidemiološkimi slikami, se pravi tisti, ki pravzaprav niso vedeli, od kod in zakaj, ali je virus
ne, polemika, odkot, kakšen bo virus, kako se bo razvijal, kakšne bodo njegove posledice. In prvi klic, ko se ti v bistvu s tem srečaš in moraš po vseh teh grozljivih slikah v domu, kjer se je v bistvu pa COVID pojavil, zdaj prvič in je prva stanovalka pozitivna, je seveda šokanten. Kako bomo odreagirali, kako bomo funkcionirali. Ne? In seveda v ozadju je treba seveda vzpostaviti blazno organizacijo. V prvem trenutku je to seveda šok, velika odgovornost, ki ti je naložena, kako poskrbeti, da bodo ljudje hkrati svobodni, prosti, da boš pa ti hkrati sledil tudi vsem strokovnim smernicam, ne glede na svoja osebna prepričanja, ne glede na prepričanja stanovalcev. Skratka, kolobocija, ko se na mizi hkrati znajdejo navodila strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje po omejevanju in na drugi strani dokumenti varuha človekovih pravic po zagotavljanju svoboščin. Pa tudi na koncu koncev ta moralno-etični... Vse skozi je bil prisoten. Vse skozi, tako da, ko smo mi te ukrepe vzpostavljali, ki so bili, po mojem mnenju, v Danici narejeni na izjemnem strokovnem nivoju, smo, pa prav je, da povemo, ne, sistemi obveščanja, ki smo jih mi seveda takrat sprogramirali celo sami v lastni hiši. Zaposleni so dobivali na svoje mobitele sporočila, kje preži nevarnost, kako je treba ravnati, kaj je standardizirana sporočila, ki so bila povezana na koncu z enim zanimivim rekom, ne, da smo čuvali pravzaprav en drugega, pa ne zato, ker bi bili pravzaprav na koncu že neprestrašeni, zato, ker smo gledali zaposlene, ki so kakorkoli obrneš, morali v izjemnih razmerah, vročini, tega ne privoščim nobenemu, v kombinezonih, z očali dvojnimi, tisti, ki so imeli dioptrijo dodatno z zaprtjem vseh kožnih delov opravljati nego. Ne opravljati nego pri stanovalcu, ki je nepokreten, opravljati nego pri stanovalcu, ki je dementen, ki se giba, ki ne razume, ki ga ni mogoče obvladati. Skratka, to so bile izjemne razmere in če kaj, moram reči, da sem res izjemno ponosen. Takrat smo se z ekipami dobivali v posebnih situacijah, zjutraj na razdaljo, v krogu, dali navodila, skratka izven hiše, ko je bil mraz, da nismo zahajali v zaprte prostore. Spomnim se, da sva s kolegom prehajala iz ene lokacije, iz Tabora na Pobrežje na način, da sva prišla do meje in smo v bistvu dala navodila preko 5 metrov, da okužba iz taborske enote ne bi prešla na Pobrežko. Skratka, delali smo vse, kar je mogoče, ampak najbolj zanimivo in paradoksalno, to je ena izmed mojih, bom rekel, ena najbolj nerazumljivih situacij, ki se je takrat zgodila, je bila ta, da smo zaradi tega, mi smo risali število okužb vsak dan, oziroma smo delali čarte, grafe, iskali ravnoteže in razvlekli krivuljo okužb na daljše obdobje. In ta sploščena krivulja okužb, epidemiološka krivulja, ne vem, če se spomnite, je bila vedno predstavljena strani tudi Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot najbolj pravilna. In v vseh epidemioloških učbenikih, ki govorijo o obvladovanju epidemije, je logika razvleči dobo okužb na čim daljše obdobje. Zakaj? Da se ti ne pojavljajo špice, ki jih ti z zdravstvenim sistemom ne moreš obvladati. Po domače povedano, kadar je 50 ljudi hkrati bolanih, jih zdravnik lahko nenazadnje tudi pregleda, ne pregleda samo posledice, ki so povezane z obolelostjo zaradi covida, lahko preveri nenazadnje tudi stanje njihovih kroničnih vzporednih bolezni. In ko je naenkrat takih stanovalcev bolanih hkrati ne 50, ampak 300, ti do vseh stanovalcev z resursi, ki jih imaš na voljo, ne moreš priti. In seveda takrat se stopnja smrtnosti izjemno poveča. In lahko rečem, da je seveda število okužb v našem domu bilo kljub daleč največjemu številu več posteljnih sob, novi domovi tega več nimajo,
najnižji. In smo uspeli razvleči to krivuljo na daljše obdobje, tako da v bistvu tudi teorija, da je seveda, kar je seveda logično, večposteljna soba, okužba se bistveno hitreje prenaša zaradi kašljanja, kapljičnega prenosa okužb in podobno. Najbolj tragično v tej zgodbi je pa to, da so seveda, ne govorim samo za domove ali pa prav domove, ki so se v bistvu prekužili v enem tednu ali 2 tednih, se mi je zgodilo kaj? Samo 2 tedna ali v nekem obdobju, ko je bil virus prisoten, ker kasneje se je pač postavila imunost, niso sprejemali novih stanovalcev. To pomeni, oni so dejansko bili omejeni na sprejem novih stanovalcev, torej niso sprejemali stanovalcev samo 2 tedna. Kar pomeni, da so imeli zaradi tega tudi relativno hitro dom spet zaseden. Mi smo se pa v zahvalo, ker smo razvlekli epidemijo na obdobje 4 mesecev, ker v epidemiji je pa končni učinek relativno podoben, razen če vmes ne pridejo cepiva in uspeš prekiniti število naraščanja okužb v nekem trenutku, in to je nam uspelo, se zgodi pa kaj, da imaš to obdobje relativno dolgo. In v tem relativnem obdobju, dolgem obdobju skrbiš za zdravstveni sistem, za to, da sistem ostane pri življenju, govorimo o UKC-ju, govorimo o nenazadnje delu zdravnic iz zdravstvenega doma Adolfa Drolca, in na koncu si za to nagrajen, zato ker 4 mesece nisi sprejemal novih stanovalcev z izgubo, ki je v bistvu povezana s tem, da 4 mesece nismo mogli pripraviti seznamov z polnimi posteljami, ker jih seveda nismo imeli. In to pomeni, da smo mi vsak mesec, zaradi tega, ker smo delali dobro, ne dobili plačano delo zaposlenih, ki so delali krvavo delo na različnih deloviščih, rdeče cone, bili so razporejeni po različnih oddelkih, in v zahvalo, ker smo to počeli na dolgo obdobje, smo dejansko imeli na koncu tudi 160 postelj praznih, kar je za nas pomenilo izgubo v kumulativi skoraj da 1 milijon evrov. In ko smo na veliko govorili o dodatkih za delo v rdečih conah, nihče ne ve in ni vedel, da smo v tem času pa ostali brez osnovnih plač, ki jih tudi še do tega trenutka nismo prejeli. In seveda je to eno izmed mojih najbolj nekih tragičnih spoznanj, da pravzaprav nekdo ni razumel osnovne logike obvladovanja te epidemiološke situacije še v času seveda bivše vlade. In zdaj seveda smo tudi mi tik na tem, ker seveda ne morem pa kot direktor dopustiti situacije, da bi kader iz področja zdravstva plačevali stanovalci. Resno razmišljam, da bomo vendarle zdaj seveda šli v nek dogovor, v poravnavo, mora biti tudi v tožbo z državo, ker dejansko brez teh 1 milijon evrov, ki smo jih izgubili zaradi kakovostnega dela, tega ne morem preboleti. Torej še vedno bijete bitko na tem področju? V bistvu zdaj nova vlada je seveda zapopadla eno situacijo oziroma priletela eno situacijo, ki je izjemno zahtevna. Jaz moram reči, da ta trenutek seveda so naše relacije z vlado zelo dobre. Obveznosti, ki nastajajo, ki so nastale v bistvu že v času odprej, ki se niso reševali tudi v letih pred prejšnjo vlado, so pa seveda enormne, in zdaj seveda ta nova vlada je obremenjena z enormnimi pritiski. Enormnimi pritiski, ko se znašla v situacijo, ko ni kadrov in ko hkrati v bistvu tudi ni virov za zagotavljanje obvladovanja osnovnega sistema, kaj šele draginje, ki je prinesla k nam nove cene energetike, materiala, storitev in nenazadnje tudi malo povečanih stroškov dela. Tako da v bistvu tukaj vladi ne zavidam, ji pa zaupam. Dobro. Kako pa ste nekako dosegli, kako bi rekla, poslušnost na drugi strani, torej zaposlenih, oziroma koliko jih je zaradi tega odšlo? Če? Zaposlenih konkretno iz doma, iz doma? Bi moral pošteno povedati, da zaradi samega razloga epidemije pravzaprav ne. Bolj gre za tisto fluktuacijo, kjer si sodelavci pač s težkim srcem, to moram povedati,
iščejo variante in odhajajo seveda na boljše plačana delovna mesta. Seveda, veste, da je delovno mesto ne nazadnje v zdravstvenem sistemu, v kliničnem centru morda celo bolj perspektivno. Zato zaposleni odhajajo in domovi za starejše, ki bi morali biti že zaradi tega motivirani z izjemno visokimi plačami, zahtevnostjo dela v primerjavi z drugimi sistemi, so pravzaprav plačani celo manj. In odliv v zdravstveni sistem, v tujino, ga lahko merimo, težko bi rekel, morda v 10%, še vedno to ni veliko, ampak predstavlja pa zaradi nezmožnosti kadriranja novih kadrov, ki jih na trgu pravzaprav enostavno ni. Morate vedeti, da ta trenutek je sistem v res izjemno problematični situaciji, ker mi nimamo več na trgu enega bolničarja, ki bi bil pripravljen delati v domovih za starejše. Zelo ali pa so izjemno redki. V sistemu jih pa seveda potrebujemo ogromno. Zdaj se pripravlja nek nov kurikulum za izobraževanje negovalcev v zdravstvu. Ta zgodba se tudi vleče predolgo in ta trenutek je kadrovska situacija izjemno pereča. Dobro, čas nama hitro teče, vzeli smo kratek čas za predah, nato pa nadaljujemo v nekoliko bolj sproščenem duhu. Tako smo v zadnjem delu oddaje Dialog in prav je, da se posvetimo tudi nekoliko vam osebno. Sicer moram priznati, da nekako osebno življenje kar uspešno skrivate pred javnostjo, pa vendarle. Letos ste tudi stopili na nek način na politični parket. Dolgo, kar nekaj je bilo namigovano v javnosti, da boste tudi kandidat za župana. Pravzaprav, kaj je pa botrovalo k temu, da ste se podali v politiko in seveda bili tudi izvoljeni v mestni svet? Marko in politika, to je zanimivo vprašanje. Glede, zgodba je tukaj pa res sila enostavna. Vsi, ki me poznajo, vejo, da z svojimi nekimi stališči, svojo odločenostjo seveda ne sodim v politiko, tam, kjer je treba sklepati neke kompromise, zato ker te v bistvu nekdo reče, da je to tako in ti potem dvigneš roko. Se veste, vsi, ki me v Mariboru poznajo, vejo, da pač jaz nisem ta tip človeka. Moja odločitev, da v bistvu pravzaprav, pa zdaj se bo zgledalo to hecno, ampak jaz pač gledam spet nekaj desetletij naprej, ko po mojem mnenju bomo vzpostavili tako družbo, kjer je moje članstvo oziroma moje članstvo na listi Svoboda bilo povezano izključno s tem, ker sem doživel izjemno podporo poslancev Svobode, izjemno operativno dojemanje premierja vlade, doktorja Roberta Goloba, ki je v bistvu enostavno dojel, da je v bistvu nekih enostavnih rešitev, nekih preživetih rešitev na področju skrbi za starejše preveč in mu je bila ideja Smart Village za starejše, pametne vasice za starejše po Dobronki Pohorja, prestrukturiranje nenazadnje turizma, ki je povezano z rehabilitacijskim turizmom, ki ga lahko ponujamo v obliki nordijske hoje, rehabilitacijskih storitev, fiziodelovne terapije na Dobronki čudovitega Pohorja, ki ga sploh ne znamo izkoristiti, to, kar je v bistvu zgodba Maribora. In veste, zdaj pa skrajno neodgovorno pa bi bilo z moje strani reči Mariboru svojega znanja, ker ima Maribor, pa jaz imam pa res preveč rad. In bi bilo skrajno neodgovorno reči, zdaj pa premier, poslanci so omogočili razvoj enega izjemnega projekta, ki ga je nenazadnje vlada dala v prioriteto, na način, da v bistvu ne bi podprl nekoga, ki mi je to omogočil in celo na način, da ni zahteval moje politične aktivacije in članstva v nobeni politični stranki. Torej, ne premier Golob, ne poslanci niso od mene zahtevali, da se včlanim v kakršnokoli stranko in to je nov koncept dela. Predvsem zato, ker me pri tem nihče ne omejuje, jaz jih izjemno spoštujem, nadaljeval bom tisto, kar je z mojega strokovnega vidika ključno temu mestu podati, in morda ljudem v mariborski politiki pač dam vedeti, da je pravzaprav politika z vidika nekih etičnih načel lahko mogoče zgodba nekega trdega, poštenega dela,
ki ni vezana na neko strankarsko zgodbo na nekem lokalnem nivoju in izključevanje ljudi, zato ker so se pač povezali ali pa plasirali v neke strankarske opcije. To je meni tuje. Skratka, jaz nikoli ne bom in nisem pravzaprav politik. Na kratko, kakšen pogled imate na kandidata za župana, torej, ki sta se uvrstila v drugi krog, torej Arsenoviča in Kanglerja, in pa seveda, kako vidite to delovanje v mestnem svetu, s kom bi lahko šli v koalicijo? Zdaj ste me vprašali nekaj, kar me morda ne bi smeli, zato ker je v bistvu moj pogled tu sila jasen. V bistvu noben od županskih kandidatov, ki sta se prebila v drugi krog, nimate moje podpore. Zato, ker pravzaprav razmišljati o kredibilni politični funkciji, o nekom, ki more biti ata mesta. Ata mesta mora biti najprej predvsem prijazen. Jaz si pač predstavljam, da je ata mesta, ne pametno, že moraš biti verjetno, ne? Ampak ata mesta je, meni se zdi, da v družini mora imeti ata rad otroke. Ata mora skrbeti za to, da se imamo vsi fajni in da smo srečni. In veste, zelo malo ljudi je v tem mestu, ki je komu kdaj odgriznilo prst. Ampak to je samo prispodoba. To je samo prispodoba. To ni bil slučaj. Zelo malo ljudi v tem mestu se je s kolesom zaletelo v najstnika. In še manj je takih ljudi, ki bi v istem trenutku zaslužili toliko tisoče evrov. V času, ko je fasal za vrat prijem otrok, ki je vzel iz koša gumijasto žogico. Gumijasto, zrabljeno tenisko žogico. In to niso očetje tega mesta. Zame nikdar in nikoli. Zato, ker ta dva dogodka samo zrcalita nedopusten, aroganten odnos do starejših, do vseh, ki so kakorkoli, pa lahko tudi boljši, bolj uspešni, kar seveda ne smejo biti, sedanjega župana. Tako da jaz v nobenem primeru, še posebej ne zaradi tega, ker so me novinarji začeli spraševati o hobotnici, ki je bila narejena okrog napajanja županovih lastniško povezanih družb z denarjem iz javnih zavodov, ki jih on seveda posredno tako ali drugače obvladuje. In seveda, ko so me vprašali novinarji pred časom, ko so iskali vire in razloge za financiranje te hobotnice, je seveda v meni zagorelo, zato ker sem ugotovil, da je pravzaprav del, ki je povezan s financiranjem oziroma s plačevanjem računa, ki ga je župan prejel iz zdravstvenega doma, prejeto z financiranjem ekipe zdravnika zdravstvenega doma, ki je v času epidemije v vseh praznih hotelih, v vseh praznih kapacitetah, ki je to mesto imelo, sedelo v hotelu Maribor. In ko župan razlaga, da od tega ni imel nič, laže. Zdaj, če se je v bistvu zdaj zgodilo kaj drugače, je potem seveda je to mogoče lahko razumeti drugače, ampak v času, ko se je občina ubadala in imela velike težave v likvidnosti, v financiranju, v mnogih razpoložljivih prostorih, si župan dovoli v svoj hotel, upam, da to boste novinarji oziroma kdo drug v kakih nadzorih ugotovil, privošči locirati ekipo zdravstvenega doma v svojem hotelu in iz tega tržiti dodatni denar in v istem trenutku loviti otroke za vrat, ker kradejo v narekovaju, iščejo žogice, ker so v bistvu starši normalno zaposleni z normalnimi prihodki. To je za mene nedopustno. Sprenevedanje mimo vsega etosa, ki ga je učil Aristotel ali pa Niko Mah ali pa kdorkoli že.
Dobro. Sedaj pa res tisti bolj nekoliko sproščeni tematiki. Sicer ste po poklicu oziroma po stroki gradbenik, a pred 20 leti vas je torej zaneslo v bolj sociološke oziroma socialne vode. Kako to? Zgodba je bila tukaj zelo enostavna. No, jaz sem bil, oziroma sem še vedno tehnik. No. Jaz sem še vedno tehnik, zato tudi karkoli je potrebno doma narediti ali pa komorkoli od kolegov, ni problem. Položim kanalizacijo, zalijem ploščo, naredim elektriko, karkoli pač rabijo. Včasih mogoče naredim elektriko, brez da izklopim kak fit, pa je tudi kak kratek stik, malo v hecu. Skratka, ta moja tehnična žilica seveda ostaja in je pač povezana s to mojo tudi prvotno izobrazbo. Jaz sem diplomiran gradbeni inženir po osnovni izobrazbi in sem bil kot štipendist Slovenskih železnic tudi najprej zaposlen na Slovenskih železnicah. Tam se je začela moje spoznavanje takih velikih sistemov in tam je tudi bivši direktor Rekar, ki je krivec za moje udejstvovanje zdaj na drugem področju, nekako našel in me usmeril v študij MBA, se pravi Master of Business Administration, oziroma gre za študij poslovodenja in organizacije, ki je tekel tako preko Ljubljanske ekonomske fakultete v Sloveniji. Na izmenjavi smo bili seveda tudi v Združenih državah Amerike in mi je dal seveda ogromno nekih novih znanj, videnj. In potem sem jaz nekako začel en del druge svoje življenjske zgodbe, ki je bila povezana z organizacijo, z vodenjem, z skupinami ljudi in pač nekako smo povsod dobro funkcionirali, imeli smo se radi, dosti smo delali vedno v skupinah, kjer sem bil prisoten, ampak vedno smo imeli dobre rezultate, pa v bistvu hkrati smo se imeli tudi fajn. Delali smo nekonvencionalno, smo si ponavadi v nekih ekipah zaupali, in zato jaz pač vedno vztrajam, da je možno najti to sinergijo med veliko dela pa z veliko se imeti fajn. Oboje je možno hkrati. In seveda v zaključni fazi, torej potem, ko sem prešel v tej organizaciji svojega, oziroma v svojem življenju tudi iz javnih podjetij, iz železnice v gospodarstvo, delal sem v avtomobilizmu, se potem tudi kasneje tudi v enem tržnem delu šolstva, kjer smo tržili neke programe, me je pa potem po enem zelo velikem naključju kolegu, ki me je na to opozoril, da je bil takrat razpis v domu Danice Vogrinec tistega leta 2003, pravi v hecu, da mu je še zdaj žal, da mi je to povedal, ker mora delati drugače. Je bil pravzaprav to potem tisti prelomni mejnik, da sem se jaz po res nekih naključjih, in to nihče ni verjel, tudi v tistem obdobju bil župan Franc Kangler, najprej Sovič, pa potem Franc Kangler, ko mi je rekel, da v bistvu brez take politične podpore tega ne bi mogel. Jaz pa nisem takrat na svetu doma res ne poznal nikogar, ampak to so bili časi, ki so bili drugačni, ne nazadnje časi, ko se je tudi župan, ki se je kasneje malo izgubil, pa vendarle slišal predloge, ki so prihajali iz naših ust, iz mojih ust, in organiziral polet, se spomnim takrat, ko je bil letalski miting, organiziral letenje z letalom za starejše. Kadarkoli je bilo potrebno, si takrat pač v tistem obdobju župana poklical, se oglasil, je prišel, ljudi pozdravil, kar pa v bistvu je danes v tem trenutku lahko le utopija. Dobro. Sicer pa imate sina, Da. Torej ste oče tudi. Kaj še radi počnete v življenju, oziroma kako, ne poznamo vas ravno najbolj, kot sem že dejala prej, imate to zasebno življenje nekako dobro skrito pred javnostjo. Kaj je tisto, kar torej vas na nek način tudi polni baterije? Ma ne, če bi prišli na kako nogometno tekmo, bi videli, da me tam vsi poznajo, zato ker se ne obnašam primerno, sploh ne kadar sem med violami. Ja, nisem povedal, jaz sem v času, ko smo se prvič uvrstili v Ligo prvakov, delal v nogometnem klubu Maribor in to
to je res moja ljubezen. In sam sem igral nogomet, po mojem, kar zelo dobro. In me je pač pot v nekem trenutku odpeljala iz tega športnega udejstvovanja. Maribor sem bil pa rad od malega in sem pač hodil na nogomet, treniral sem tudi malo smučanja, se pravi, sem športnik, igram tenis, planinarim, plezam, skratka, sem zelo aktiven. Kar se tega tiče, v zadnjem času mi to več ne rata. Tak in Nejc, sin, mi reče mali, jaz njemu rečem mali, reče, ne, da se že redim, da sem že debel, ne, sem rekel, neha, no, ko boš ti toliko star, boš ti tudi, ne. V glavnem se že pozna, ne, da ni več te vseeno fizične kondicije, ki pa je bila včasih še boljša. Skratka, šport je moja taka velika ljubezen, nogometni klub Maribor. Sami veste, da imam izjemno rad vse legende našega kluba, vsako leto pridejo v Danico, igrajo z našimi starejšimi v vijoličnih dresih in to je tisto, kar po mojem župan mora imeti, ko ste me prej vprašali, ne? To srečo in to iskrenost med ljudmi, ne rabite biti strah nikamor iti, kamorkoli prideš je nek dober milje, ampak to zdaj ne govorim na splošno o življenju, ne zgolj o politiki, o županovanju, ampak to je to, kar me moti. Ker pravzaprav smo župani morda sami sebi, ne pa ljudem, ki bi jih morali voditi, skrbiti za njih in imeti do njih iskren odnos. Dobro, bomo s tem zaključili današnjo oddajo. Hvala, da ste si vzeli čas za nas. Hvala tudi vam, da ste me povabili, da ste si me upali povabiti. Hvala tudi vam, dragi gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili z nami še v enem dialogu. Želim vam lep preostanek večera in imejte se lepo. Srečno.